Ja, povratno, kaj naj rečem, Matej me zmeri navduši, seveda mi je dal nekaj iztočnic tudi za moje izvajanje, jaz ne bom tam nestala, bom kar tukaj ostala. In seveda se mi zdi, da z vidika srednje generacije bi marsikaj potrdila. Predvsem pravzaprav pretok, ne? In pa to zadnjo dilemo, ki jo je izpostavil Matej, namreč ali je lahko medgeneracijsko sodelovanje kot tako cilj. Že ko sem se pripravljala na svojo predstavitev, imam tudi močne dvome to. Jaz mislim, da skupaj lahko napravimo ogromno in pri skupnem delu, skupnem cilju se neopazno porazdelimo in vsak naredi tisto, kar je preprosto zmore in želi in čuti narediti. Ne? In takrat ni nobenih problemov. Kadar pa to je podobno, kot če bi rekla, moram imeti nekoga rada. Ne? Ne? To se razvija, pa ne. Tako da bi morda kar šla pravzaprav k svoji predstavitvi, če smem. In bom začela bolj z izzivi, dilemami. Namreč naslov našega srečanja je klepet v Evropi. Jaz sem si seveda to bolj predstavljala kot klepet, kot pa samo predstavitev. In klepet je treba nekako izvrti. Jaz sem ga najprej sebe izvala. Naslov prostovoljstvo nas povezuje. In sem tako pomislila, jaz moram prostovoljno nekaj narediti in se takoj počutiti povezano. Ne? Ni mi šlo. Ni mi šlo. Jaz sem najprej pomislila, morda pa se nekdo ne počuti povezan. Morda, recimo, moja generacija, in to ne bi rekla cel, ampak se gotovo en del naše generacije, je preprosto preobremenjen, da bi se počutil skozi prostovoljstvo še veselo povezovati in se dobro počutiti ob tem. Dopoldne je, hvala Bogu, za mnoge še vedno služba, popoldne, hvala Bogu, za mnoge še družina, zvečer je treba za dom in gospodinstvo kaj narediti. Zelo koristno se je vse življenjsko učiti, se pravi še nekaj dneva uporabljenega za to, dobro biti informiran in vrsta zanimivih in pomembnih stvari, tam je pa k sreči omejena dobrina. Zato mislim, da del srednje generacije preprosto nima kapacitet prostih radikalov, kakorkoli, da bi se še dodatno prostovoljsko angažiral. Kar pa ne pomeni, da to ni zares zelo pomembno in resno vprašanje. Torej, drugi izziv nekako sodelovanje, povezovanje, ne, smo rekli medgeneracijsko sodelovanje. Ali gre res samo za sodelovanje, ali se morda prostovoljsko srednja generacija odvestuje tudi o sobivanju. Namreč del srednje generacije živi skupaj s svojimi starši, morda ne ravno starši, lahko tudi sorodniki, lahko z mlajšimi in starejšimi generacijami, kar pomeni, da je avtomatično povezan z drugimi generacijami. In bolj bi se tukaj poprašala o kakovosti te povezave. Ali nam gredo na živce, mali, ker robotajo, starejši, ker imajo svoje, ali mi prepogosto, to, kar je tudi Matej ilustriral, avtomatično sebe pogledamo, kaj potrebujemo, ne pa pravzaprav, kaj drugi potrebujejo in kakšni so. Ne? Ker celo, ko ste mlade spraševali, kako bi se medgeneracijsko povezovali, so najprej pomislili, kaj mi potrebujemo, kje bi nam druge generacije lahko pomagali. To naredimo vsi in to avtomatično. Ne? Preredko se vprašamo, kaj potrebujejo moji starši, ko pridem utrujen iz službe domov in imam poln avto otrok in jih je treba, torej mlajša generacija nekako urediti. Ne? Kje je tisto vprašanje? Čakali so me, zalili so rože, skuhali so morda kosilo. Ne? Tako da z tega vidika, ali pa obratno, mnogi v moji generaciji pač nimajo družine, otrok ali staršev. Kako oni razmišljajo o prostovoljstvu nas povezuje? Ne? Zdaj, morda en kratek izlet v moje strokovno delo. Ko sem preučevala starejšo generacijo, je bilo ključno spoznanje, da ne težko govorimo z enotno besedo starejše generacije. Ja, lahko jo definiramo starostjo, od neke starosti navzgor,
Ampak predvsem je bilo ključno spoznanje, da je to izjemno pestra skupina ljudi, ki jo težko z enim samim izrazom mimo grede odpravimo. In seveda je bila ob povabilu, da predstavljam srednjo generacijo, moj pomislek enak. Kdo pa je srednja generacija? Koga pravzaprav zares predstavljamo? In je bila seveda avtomatično ugotovitev, srednja generacija je tako pisana, da je težko z enim samim imenom. Ali je preobremenjena, kot sem že rekla, ali pa je preveč sama, osamljena v stiskah, materialnih, ekonomskih, čustvenih, socialnih, vseh vrst stiskah. Tako da težko z enim samim zamahom opravimo s celo generacijo in seveda za njo damo po možnosti še predloge, kaj ne prostovoljstvo počne. Skratka, za uvod pravzaprav ta izziv, ali je ta delitev po starosti sploh primerna. Na inštituciji, kjer delam, se ukvarjamo z učenjem, izobraževanjem odraslih in smo pravzaprav drugačno delitev ugotavljali, da so nekateri odrasli, in to mladi, srednja generacija in starejši, izjemno aktivni, radovedni, najdejo izzive, nanje se odzivajo. Spomnili se boste zadnje akcije, ki ni bila sicer naše hiše, ampak recimo starejši se učijo računalnika in seveda z mladimi so bili povezani. Ne? Aktivni ljudje jim lahko samo piko pokažeš in tečejo in akcija je. Prostovoljska plačana, kakršnakoli deluje. In na drugi strani imamo del ljudi, ki ne reagirajo tako, ki imajo vrsto preprek, pomislekov, dejanskih fizičnih ovir, nekih zelo subjektivnih preprek, ki se nekomu drugemu sploh ne zdijo pomembne, pa dejansko obstajajo in se ne odzovejo na povabilo. Ne vstopajo v odnose, se pravzaprav zaprejo, ali sami vase, ali v neke ožje socialne mreže. In to se mi nekako zdi primernejša delitev, da bodi si plačanemu, bodi si prostovoljskemu delu vabimo, spodbujamo, ponujamo razne aktivnosti in možnosti tistim, ki se ne odzivajo in aktivirajo sami od sebe. To se mi zdi bolj primeren poudarek od same delitve po starosti ali pa po številki čevljev ali pa velikosti ali barvi las. Skratka, na nek način bi rada izpostavila, da so ti merljivi kazalci in starost je fino merljiva in zato se je priročna za uporabo, za samo aktiviranje in neko prostovoljsko delovanje, medsebojno sodelovanje so bistveno bolj pomembni neki povsem drugi in zelo težko merljivi, težko ulovljive značilnosti. Navsezadnje smo ljudje, ki čutimo, ki se želimo povezovati ali pa se ne želimo povezovati. Tega ne želimo. Se pravi, nas tudi nek zunanji cilj, mislim v primeru prostovoljstva pa medgeneracijskega sodelovanja, skrbi za starejše v prihodnem letu, cilj, ki ga je postavlja Evropa ali pa naša država, treba zelo kritično premotriti. Zakaj me nekdo vabi, naj se še dodatno prostovoljsko udejstvuje. Morda k primeru, kjer je zelo veliko, v katerem je vsebovanega ogromno prostovoljstva, pa ne samo prostovoljstvo. Ali kdo med vami pozna študijske krožke? Ste že slišali? Ja, nekateri, ampak vendarle manjšina. Torej, vendar je nekaj opisa. Gre za majhne skupine, približno 10 ljudi, največ 12, lahko jih je 5 do 12. Namen študijskega krožka je učenje. Vse ostalo pa zelo svobodno. Kje se učiš? Kaj se učiš? Kako se učiš? Je odvisno od te skupine, ki se zbere in uči. Tako učenje država podpira in sicer pod določenimi pogoji, ki pa niso zelo ostri, so pa zelo resno spremljani. Eden od teh pogojev je, da je to učenje sistematično, še vedno povsem svobodno, ampak sistematično, torej ga vodi usposobljen mentor. In drug pogoj je, da na koncu takega svobodnega učenja, ki lahko poteka kjerkoli, v hribih, na morju, doma, v neki inštituciji
v nevladnih ustanovah, v ljudskih univerzah, v javnih zavodih, kjerkoli pravzaprav, da na koncu svojega učenja naučeno, torej to dodano vrednost, predstavi svojo okolju. Na ta način je pravzaprav usmerjeno v ta cilj in hkrati deli svoje spoznanja z okoljem. Gre pravzaprav za 250 do 320 takih majhnih skupin, ki se po celi Sloveniji učijo vsako leto, poročajo o svojem delu, ki so svobodne in so zelo nehierarhične. In prav zato, ker so svobodne, iz njih dobi država pravzaprav ogledalo, kakšnih tem si ljudje želijo. In prevladujejo etnološke teme, ki jih v šolstvu pravzaprav zelo malo pomeni. Motivacija za tako učenje je odlična, fantastična, prek 95% si jih še želi nadaljevati. Zdi se nam, da predvsem zato, ker je to tako svobodno, torej motivirajoče. In cilj države tukaj je participacija, ki je bila danes že omenjena, ampak vendarle ne na način, da nekdo namesto ljudi razmišlja kaj, koliko, kako zahtevno in take stvari. Ne? Zdaj, kakšna je pravzaprav vloga države? Vloga države je, da omogoča tako učenje, skratka, da vsaka taka skupina dobi nekaj materialnih sredstev za svoje doseganje svojega tega tako imenovanega akcijskega cilja, torej zaključne prireditve ali pa izdelka. To so brošure, okrogle mize, recimo pešpoti, oprema pešpoti, različni dogodki, torej paleta, ki je zopet odvisna od tega, kaj se študijski krožek, kaj skupina sama odloči, kako bo svoje znanje prelila v okolje. Torej, na eni strani so ti materialni rezultati, ki so pa samo 2 do 3% resničnih rezultatov, tistih teže merljivih. Ključen rezultat je večanje povezanosti, socialne kohezije, socialnega kapitala med ljudmi. In to so pravzaprav izrazili, ta učinek so izrazili mentori in udeleženci sami. Ključno je tudi, da tem, bi rekla, minimalnim državnim sredstvom skupine, katerih učenje potem poteka tako kot po nekakšnem toboganu pa sneženje kepi, same pridobijo dodatne vere. Bodi si finančno, od lokalne skupnosti, sponzorjev, donatorjev, tudi sami nekaj prispevajo, bodi si samo infrastrukturo, prostor, kakšne napitke, kakšno dodatno. Cilj je pa dosežen. Ljudje so aktivni in ljudje so dovolj svobodni, da pravzaprav se ne učijo toliko, koliko normiranega denarja dobijo, ampak bistveno več. Približno 50% več, torej denarja je za vse enako, nekateri pravijo minimum, spet klasično, kot poznamo, velika večina pa pravzaprav bistveno več. In ravno to je tisto, kar pravzaprav nam daje povratno informacijo, da ni država tista, ki prevzame vse vloge, ki nas upravlja, kot je bilo tudi danes pravzaprav povedano za mladinsko delo, ki za nas načrtuje, nas evalvira in potem ugotovi, kaj bilo z nami treba narediti, ampak da je država lahko tudi preprost koordinator pestre množice zelo različnih majhnih skupin, ki so same aktivni, ki same vedo, kaj je za njihovo okolje potrebno, ali pa za njih same, ker del teh skupin, približno tretjina, je izrazito zaprtih, ker so v njih vključeni tudi zelo ranljive skupine ljudi, kot jih imenujemo, ki potrebujejo pravzaprav šele stopnjo iz nesamozavestnih, iz domnevno neukih kakšnih veščin ali pa nastopanja, šele ta prvi korak in morda so te koraki celo več vredni od tistih zelo bleščečih in zelo glasnih. Ne? Tako da na tem primeru bi pravzaprav ravno, in to bi bila tudi pravzaprav zaključek moje predstavitve, preobrazbo države iz ene vse mogočne, ki nas se prevzame vse vloge, ki so jih nekoč upravljali lokalne skupnosti in tudi mi sami, da postaja, tako kot se je pravzaprav učitelj preobrazil iz tistega, ki daje vse znanje, vse informacije, samo v nekoga, ki vodi proces učenja, se pravzaprav na nek način na tem primeru kaže, da tudi država
lahko je koordinator neke pestre množice majhnih lokalnih akcij. Morda toliko v izziv, v klepet. Seveda sem pa voljna še naprej klepetati tudi na teme, s katerimi je Matej izvajal in s katerimi bo v nadaljevanju doktora Mavž. Posebej bila pa vesela, če se kdo od vas kaj odzove, kakšnim nestrinjanjem, s kakšnim vprašanjem, s kakšno vašo mislijo. Hvala lepa. Hvala. Jaz sem